Se ti je že kdaj zgodilo, da te nekdo nekaj prosil, znotraj tebe so alarmi prižgali besedo ne, tvoje usta so pa rekla da, seveda, naredim to zate, pridem k tebi, skupaj bova naredila to. Si že kdaj rekla da, ko si mislila ne? Si že kdaj prišla v situacijo, ko so ti drugi prestopili mejo in so ostali v tvojem osebnem prostoru, kljub temu, da si tega nisi želela? To se dogaja velikim ljudem po tem planetu. In zate imam danes rešitev. V nadaljevanju te čaka ekskluziven izsek iz spletnega programa Drzni ne, kjer te naučim, kako reči ne, kako postaviti energijo, da nihče več ne bo hodil po tvojem vrtu. Imam pa zate tudi darilo, zaradi tega, ker vem, da je to veščina, ki jo v 21. stoletju na planetu Zemlja preprosto potrebuješ. In program Drzni ne lahko dobiš z popustom. Danes imam zate darilno kodo darilo10, katero vpiši ob nakupu spletnega programa, kjer najdeš link nekje zgoraj spodaj pod tem videom in dobiš 10% popust od mene. Tako da, zdaj pa poglej video v nadaljevanju, nauči se izostriti veščino reči ne in jo uporabi v življenju in želim ti vse dobro. Čau. Četrti korak do drznega ne je pa, kako reči ne. Okay? Prva stvar, ko te ljudje prosijo, da nekaj narediš, to se pravi, ljudje pridejo k tebi in te prosijo, da nekaj narediš, se vedno vprašaj sledeče. Prvo vprašanje je, ali želim to narediti? To je vedno prvo vprašanje sebi. Ali jaz osebno želim sploh to narediti? Okay? To moraš si odgovoriti. Drugo vprašanje, ki si ga moraš postaviti, je, ali je to smiselno zame? To se pravi, ali je to smiselno za točko, v kateri sem v življenju, ali je to smiselno glede na to, kdo sem in kam grem? To se pravi, če je stvar smiselna, naredi. Če stvar ni smiselna, don't do it. Okay? Naslednja stvar, ali mi bo to prineslo dobro energijo? To je naslednje vprašanje, ki se ga moraš postaviti. Ali mi bo to, za kar me prosijo, da naredim, prineslo dobro energijo? Če odgovor da, super, naredi. Če odgovor ne, če ti bo to, kar te prosijo, da narediš, prineslo slabe energije, stres, uničenje, ne tega narediti. Okay? Naslednje vprašanje, ali mi bo žal, če naredim to, kar so me prosili? In ali se bom potem počutil izžeto? Če odgovor ne, naredi. Če odgovor da, ne narediti tega. Ko mene človek nekam povabi, na neko druženje, je moje prvo vprašanje, če bom šel jaz tja, kaj se bo zgodilo z mojo energijo? Ali bom jaz, ko bom prišel domov, poln energije, ali bom kot cunja? In če je odgovor, da bom poln energije, grem na druženje k človeku. Če je moj odgovor, najverjetneje se bom počutil kot cunja, s katero so pobrisali 65 šleparskih prikolic, potem ne grem k človeku na druženje. Razumete? To je prva stvar. In če so odgovori da, pač pozitivni naredi to, kar so te prosili. Če so odgovori ne, zavrnite. Nujno morate zavrniti. Ker če ti ne zavrneš stvari, katero so te prosili, kljub negativnim odgovorom na vprašanje, ki sem ti jih postavil, potem bo prišlo v tvojem življenju do črpanja življenjske energije. Potem moraš vedeti, da bo v tvojem življenju prišlo na nekem delu črpanja življenjske energije. Folk te bo začel izčrpavati. In odgovornost bo samo na tebi. Ne na človeku, ki te izčrpava, ampak na tebi, ker si ti to dovolila. To je prva stvar, preden sploh blekneš odgovor ven. Druga stvar, ko se odločiš za reči ne, ne razmišljaj o človeku, kateremu rečeš ne, ampak razmišljaj o sebi. Ker večina ljudi ima težavo reči ljudem ne, ko so neki zaprošeni, česar ne želijo narediti, zaradi tega, ker razmišljajo o človeku, ki jih je prosil,
za neko stvar in potem jim je bed, kako se bodo ljudje odzvali na njihov ne. In zaradi tega, ker razmišljajo o ljudeh, tvoja naloga ni, da ti razmišljaš o ljudeh, ki so te prosili neko stvar, katero nočeš narediti. Tvoja naloga je, da ob tem, ko rečeš ne, razmišljaš o sebi, ker z ne sebe ščitiš, ne njih. Beseda ne je v prvi vrsti namenjena, da zaščiti tebe. In medtem, ko jo izgovarjaš in postavljaš meje, je ne potem razmišljati o folku, ki te sili, da nekaj narediš, kar bo tebe poškodoval. Ampak o sebi razmišljaj. In če bo tvoj fokus na tebi, potem ti bo z lahkoto reči ne. Če bo pa tvoj fokus na drugih ljudeh in na njihovih puppy eyes, ki bojo otožno moledovali, prosim, naredi to zame, boš pa rekla ali pa rekel da. In ljudje tukaj zelo velikrat izgubijo moč, ker se energijsko povežejo na človeka, ki od njih pričakuje, da bojo to naredili, namesto da bi bili osredotočeni na se. Jaz, ko rečem ne, meni je kristalno jasno, ker rečem ne zaradi sebe in jaz takrat sploh energijsko ne vidim človeka. Jaz izgubim absolutno vso sočutje do človeka, ko mu rečem ne. Zaradi tega, da preprečim, da bi ta človek še naprej od mene zahteval nekaj, česar res ne želim. Zato takrat, ko jaz rečem osebno ne človeku, jaz nič ne razmišljam o človeku, kateremu rečem ne, ampak o sebi. In moj ponos prihaja iz dejstva, da sem sebe zaščitil z ne. Človeka pa samo obvestim o tem. Ne razmišljate o ljudeh, vse razmišljate. To vam bo ful okrepilo energijo. Okay? Logično je, da se potem zgodi neka notranja naklonjenost, če ti razmišljaš o človeku. A veš, ker če ti gledaš človeka in njegovo energijo, ki si želi tebe izkoristiti, valjda, da postaneš podzavestno naklonjena temu človeku, potem je ti že reči ne. Okay? Tako da, odloči se, kaj želiš narediti, in če odgovor ne, zbriš človeka izpred svoje face in se fokusiri na svoj odgovor in ga daj ven. Zato jaz takrat, ko rečem ne, sem veliko bolj hladnokrven in čustveno hladen, kot takrat, ko rečem da. Ker takrat, ko rečem da, sem opazil, da se večkrat povežem s človekom, kateremu rečem da, ker ko rečem ne, pa človeka kar malo izklopim iz svoje energije. To bo tudi tebi ful pomagal. Ko postavljaš meje, oziroma rečeš ne, moraš izhajati iz sebe. Energija mora biti pri tebi, ne pri drugih. Nikoli ne imeti svoje energije pri drugih ljudeh. Vedno jo imej pri sebi. Okay? Drži jo pri sebi. In naslednja stvar, tretja stvar, ustvari močno držo in telesno govorico, ki te bo podprla. Zravnaj hrbtenico, dvigni glavo, daj prsa ven, naredi globok vdih, umiri svoj dih, zato da bo tvoje dihanje načrtovano. Glej ljudi naravnost v oči, ne imeti majavga pogleda in bluziti okoli s pogledom. Glej folk v njihovo tretje oko, tule jih glej v čelo noter in reč ne. Ker opazil sem, da takrat, ko morajo ljudje reči ne, tisti, ki imajo težavo s tem, se kar malo zakrčijo, treba se jim kar prelomi, ramena povesijo, glas se stiša, zmedeni postanejo, prestrašeni, kar tako malo se tako ponižno sklonijo. Ne tega delati. V tej energijski telesni govorici ti ne moreš reči ne. Takrat, ko ti rečeš ne, moraš dominirati svojo energijo. Takrat se zravnaj, postav svoj kor, zravnaj glavo, absolutno aktiviri ponos znotraj sebe, ponos, ki izhaja. To je moja odločitev in zdaj ti jo bom povedal, kakšna je. Poglej človeka naravnost v njegovo tretje oko, kjer je center njegove modrosti, in mu z energijsko puščico zabi v glavo ne. Če v tem stavu izgovoriš besedo ne, ga razorožiš v trenutku. Ti sploh ne bo kontriral nazaj. Ker greš v volkovo energijo, v volčjo energijo. In nobeden te ne bo prepričeval nazaj, verjamem. Ker bojo vse na tebi bo zelo jasno sporočalo, to je moja odločitev. Don't mess with me, bro. Štekaš? To je moja odločitev in vse na meni ti kaže, kako sem se odločil.
In ljudje bojo zelo resno vzeli to. Tako da, če boš na tak način delovala, ti ljudje ne bojo prestopili meje. Meni dobeden ne pristopa meje. Jaz, ko enkrat rečem ne, nikoli ne rabim več dvakrat reči ne. Ko rečeš ne, izreci to tako, da ti seb verjameš. To je pa še ena stvar. Ti moraš verjeti seb, ker če ti seb ne verjameš, to drugi ljudje ne bojo te verjeli. Ne bi, res ne bi. To ti dobeden ne bo verjel. Da te bojo ljudje tako dolgo preprečevali, pa slabo vest nabijali, da te bo na koncu zlomili pa rekli na. Če rečeš ne, model pa ne, pa pozab, ne. Ko to govoriš na ta način, s to držo, je folko tako jasno in tako gre drugo žrtvo iskati, na katero se bojo obesili. Naslednja stvar. To se pravi, zdaj sva ugotovila, da rabiš najprej si razčistiti, a sploh ja ali ne prošnja. Druga stvar, ne razmišlji o drugem človeku, ampak razmišlji o sebi. Tretja stvar, postal držo, postal se energijsko, ne, razvi se energijsko. In četrta stvar, dejansko rec ne. To se pravi, dejansko zavrni prošnjo. Dejansko izusti. In tukaj je nekaj dobrih odgovorov. Tukaj na strani 8 pa 9 sem ti napisal dejansko odgovore, katere lahko tehnično uporabiš v svojem življenju. Primer. Nekdo ti ponudi nekaj, česar ne želiš. Ok? Odgovor. Tukaj imaš odgovor. Hvala za ponudbo, a to ne bo delovalo zame. Ali pa to ne deluje zame. Ali pa to ni primerno zame. Reč to. Tukaj imaš stavek. Nauči se ga in ga reč. Naslednja situacija. Nekdo te prosi za nekaj za takrat, ko nimaš časa. Odgovor. Z veseljem bi pomagala, vendar sem trenutno zasedena z nečim drugim. Vsak razumen človek ti ne bo moril. Če smo ravno kar povedal, da imaš poln urnik. Ne bo te siljeval. Nauči se ta stavek. Ne rabiš svojih stvari cancelati, ker se ti je nekdo usilil z nekim svojim programom. Z veseljem bi ti pomagal, stari moj, ampak imam že plane in nekaj druga delam. Daj drugič. Če človek tega ne razume, potem ali ima ful nizek IQ, ali je čustveno nestabilen, ali je pa ekstremno nespoštljiv. Karkoli od tega, ne vem, če se sploh hočeš ukvarjati z njim. Moraš zelo iskrena biti. Ne? Tako da, naslednja situacija. Nekdo ti ponudi nekaj, za kar trenutno nimaš časa, vendar bi rada pomagala kasneje. Tvoj odgovor. Trenutno sem zaseden in nimam časa za to, lahko se slišva naslednji mesec. To se pravi, nisem te zavrnil, nisem ti rekel ne, ampak povedal sem ti, zakaj zdaj ne morem, lahko se slišmo pa naslednji mesec. Ne vem, poglej urnik, da imaš čas. Ne, včasih ti bo načrte pokvaril sam narobe čas. A veš, mogoče v resnici želiš nečemu reči ne, zdaj ni čas pravi za to. Drug mesec pa bo, ampak povej to ljudem, več folk tega ne ve. Povej to ljudem in jim pomagi ustvariti razumevanje, zakaj si rekla ne. Situacija je naslednja. Nekdo ti ponudi nekaj, česar ne želiš. Hvala za ponudbo, vendar bom to preskočil. Hvala za ponudbo, vendar bom to preskočil. Na mojem zadnjem popotovanju v Egiptu sedim ob bazenu in tam pride hotelski maser, nek fant, ki je masaže ponujal. In pride k meni in reče: Good morning, my friend. In jaz: Hello, what's up? How are you today? Where are you living? In 2 days, I'll be there for 2 days and my plan is just lying there at the pool. A veš? In reče: Would you like to have massage? No, thanks. I'm okay. Really? I have really good massages. Can I give you a massage? In jaz tako: model, pust me na mir, na dopust sem prišel, ne sem ti že rekel, ne vsiljuj mi svoje masaže, nočem. In mu rečem: I don't wanna your massage because I don't like other people touching me. Ne maram, da se me drugi ljudje dotikajo. Povedal sem mu, da ne maram, da se me drugi ljudje
fizično dotikajo. In ko sem mu to povedal, je zatrukiral za sekundo in potem se obrnil k Kristi in z njo čez zmeden vprašal, a bi ona rada masažo, in Kristi ga sem tako čez očale ne. In je model pobral vse, ker sem mu dobesedno mogel povedati, da ne maram, da se me dotika. In to je bila moja meja. Ne? Tako da, včasih moraš malo bolj direktno povedati ljudem, včasih moraš malo bolj lahkotno povedati ljudem, odvisno od situacije. Naslednja situacija, šef te prosi, da opraviš dodatno delo, a nimaš časa zanj. Povej mu, da bo to povzročilo slabšo kvaliteto že obstoječih obveznosti. Povej mu, da imaš že obstoječe obveznosti in da bo to povzročilo slabšo kvaliteto dela, ki ga že opravljaš. Če še vedno vztraja, da k svojemu delovnemu repertoarju priključiš nove naloge, potem mu daj list papirja z nalogami, ki jih on zdaj zahteva od tebe, da jih upraviš, in ti jih naj prioritizira. To se pravi, itak cel dan delam v službi, se ne bluzim, se ne gledam v luft, in zdaj ti hočeš, da jaz opravim še dodatno delo. Ni panike, če si se tako odločil, v redu. Zdaj mi povej pa, katera od nalog, ki jih trenutno delam, bo počakala in bo postala manj pomembna zaradi tega, ker si mi dal novo nalogo. Če na takšen način rečeš svojemu šefu, ko ti hoče last minute delo dati, koš ful zmedla. In pa bo prišel do tega, da bi mogoče pa model rad, da ti delaš neplačene nadure, pa da delaš zvečer, pa da delaš čez vikend. Zdaj pa pridemo do resnice, da ti mene v resnici ne spoštuješ, ne? Sme hotel samo izkoristiti. Ker če ti bo šef rekel, super, vse, kar si delala do zdaj, da je na stran do naslednjega tedna, ker je to prioriteta, ok. V redu, jaz sem tako v službi, da delam tisto, kar mi naročiš, do 4 vsak dan, ok, če bo kriza, bom potegnala, ampak da pokažem pripadnost podjetju, ni problema, ampak načeloma vsi vemo, kakšni so neki splošni dogovori, termini, v katerih delujem. Ne, to so odgovori, ki jih dajte v ljudem. Na tak način lahko ful dobro postaviš meje.